Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate predavanje Antični miti v moderni in sodobni umetnosti. Srečanje Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica s kolesom na grajsko tržnico, 48. krajevni praznik na Pragerskem, 14. krajevni praznik na Črešnjevcu, sejem starodobnikov, delov in opreme, dobrodelna nogometna tekma med gospodarstvom in negospodarstvom, pester 10. športni vikend, kegljači Impola za uvod premagali velenjski Rudar, kegljačice Impola začele s porazom proti Proteusu iz Postojne, državno prvenstvo v hitrostnem plezanju, prvi kolesarski skok na Tri kralje. V Bistriškem gradu je pretekli četrtek potekalo predavanje doktorice Simone Kostanjšek-Brglez z naslovom Antični miti v moderni in sodobni umetnosti. Umetnostna zgodovinarka je predstavila rezultate raziskave o uporabi grško-rimskih mitov v slovenski umetnosti 20. stoletja. Slovenski umetniki so se pri ustvarjanju pogosto zgledovali po starejših likovnih delih, literarnih besedilih, gledaliških predstavah in filmih, nanje pa je vplival tudi prostor, v katerem so živeli in ustvarjali. Tako imenovane kiparske obleke so pritegnile izjemne zgodbe in notranja moč teh mitoloških junakinj. V svojih delih je zapisano: ko sem se ozirala naokoli po ženskah svojega plemena, sem se vedno spraševala, koliko je njih Afrodite, koliko Medeje, Penelope, koliko Psihe, s katerimi energijami se ženske pravzaprav nezavedno povezujemo. Zanimale so me arhetipske matrice, ki se v odnosu do samih sebe in do partnerjev še danes sprožajo znotraj žensk. Plod teh razmišljanj so tako imenovane poročne obleke mitoloških junakinj. Zdaj, Medeja je ena najbolj poznanih in najbolj kontroverznih žensk v antični mitologiji. Ta zgodba pa je polna strasti, jeze, maščevanja. Medeja se je zaljubila v Jazona in mu pomagala pridobiti zlato runo, z njim pobegnila, da bi preprečila zasledovanje, pa je ubila lastnega očeta in brata. Kasneje je Jazon rodila 2 otroka, ampak to ni bila zgodba s srečnim koncem. Dejanja so se maščevala in Jazon se je zaljubil v drugo žensko. Medeja pa je, ker je bila tudi vešča čarovništva, naredila obleko, ki jo je kot dar poslala Jazonovi partnerki, in ta jo je oblekla in pač v mukah umrla, ker je bila ta obleka zastrupljena. Kasneje pa je ubila še lastna otroka, torej njena in Jazonova, zato da bi se Jazono še bolj maščevala. In ne glede na to, da velikokrat v umetnosti nastopa kot zlobnica, jo lahko obravnavamo tudi kot neko žrtev okoliščin, kot pač, da je storila neka dejanja, v katera je bila prisiljena. V veteranskem centru Brinje je pretekli petek potekalo srečanje članic in članov Združenja borcev za vrednote NOB Slovenska Bistrica. Zbrane je pozdravil predsednik združenja Borut Kruder. Neverjetno je, da se še danes v naši državi nekateri strankarski veljaki ukvarjajo s vprašanjem, kdaj je zadišalo po slovenski vojski in kdo so bili slovenski vojaki. Če je že zadišalo po slovenski vojski, je to zadišalo takrat, ko je jeseni 1918 generalmajster s svojimi vojaki ubranil severno mejo in mesto Maribor. Z uporom prebivalstva, ki je podpiral partizanski boj, je narod zmagal in obstal. Na temeljih partizanskega boja se je slovenski narod prvič v zgodovini priboril v zemlje in ustanovil svojo republiko, čeprav socialistično. Zato je danes težko razumeti manipulacije desnice,
ki nenehno neti spore med sedanjostjo in preteklostjo in ustvarja nove delitve med ljudmi, ki je edino, kar želijo živeti v miru in skrbijo za svojo prihodnost in prihodnost svojih vnukov. Od naših oblastnikov redko slišimo, da je v drugi svetovni vojni zmagala partizanska vojska in sama osvobodila ozemlje in postavila meje, ki jih ima še danes samostojna država Slovenije. Na srečanju so podelili bronaste in srebrne plakete Zveze združenj za vrednote NOB Slovenije ter priznanja praporščakom. Prireditev so popestrili s kulturnim programom. Turistično društvo Lapor je tudi letos izvedlo projekt s kolesom na tržnico. Udeleženci so se preteklo soboto s kolesi iz Laporja odpravili na grajsko tržnico v Slovenski Bistrici. Dogodek so v okviru Evropskega tedna mobilnosti organizirali v sodelovanju z RID Slovenska Bistrica, AMD Slovenska Bistrica in kolesarskim centrom Germ. Na Pragerskem praznujejo 48. praznik krajevne skupnosti Pragersko Gaj. V okviru krajevnega praznika so pripravili številne prireditve. Osrednja prireditev je potekala preteklo soboto na otroškem igrišču Gaj, na kateri so pripravili pester program za otroke. Na slovesnosti sta predsednik krajevne skupnosti Pragersko Gaj Rudi Kruh in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar simbolično prerezala trak ob odprtju pešpoti do Pragerskega in dokončanju nekaterih ostalih naložb v kraju. Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanje Društvu gojiteljev malih živali Pragersko za 40 let delovanja. Tudi na Črešnjevcu v mesecu septembru številnimi prireditvami obeležujejo krajevni praznik. Zaključno prireditev s kulturnim programom so pripravili preteklo soboto v telovadnici osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. Zbrane je nagovoril predsednik krajevne skupnosti Črešnjevec Franci Podgrajšek. V letošnjem letu smo predvsem pristopili k urejanju jarkov in obnovi obstoječih makadamskih cest. Temu se reče harmoniziranje makadamskih cest. V naši krajevni skupnosti imamo teh tako imenovanih javnih poti 21,6 km. Od tega imamo 4000 metrov cest, ki so še pa prav makadamske. Te pa verjetno vsi dobro poznate, ker v enem obdobju so v redu urejene, potem pa spet pride določene obdobje, ki so pa pravilno vsega. Jaz se vam to opravičujem, ampak je tudi vreme naredi svoje. Prav tako krajevna skupnost pomaga pri izboljšanju druge infrastrukture, kot na primer letos smo na Vršlegi izvedli nov vodovodni priključek. 23. maja smo podali zahtevo za gradnjo nezahtevnega objekta, to je nadstreška pri zbiralnici Oneka na Vršlegi. Žal, še do sedaj nismo prejeli gradbenega dovoljenja. Tudi na Črešnjevcu smo uredili vodovodni priključek in sicer na športnem igrišču. Aktivno pa pristopamo k ureditvi prometne signalizacije, saj se zavedamo, da je potrebno skrbeti za prometno varnost. Nekaj sanacijskih del pa nam še na primer ostaje, to je recimo cesta v Brezje, pa tudi še kaj daljšega. Za pomembne pridobitve v zadnjem obdobju gre zahvala gospodu županu dr. Ivanu Žagarju, podžupanu, občinski upravi, ki so z odločitvami podprli naše projekte, da smo lahko izvedli del načrtovanih nalog. Žal je prišlo v zadnjih 2 letih do korenitih sprememb in nam žal ostajajo določene investicije, predvsem v infrastrukturo po zamudi. Premalo finančnih sredstev to bo večinoma že poznate. Še moram nekaj vam povedati, žal se bo letošnje leto kar destijo napake na obstoječi kanalizaciji, namreč sploh v novem naselju Črešnjevca imamo še veliko betonskih cevi in te so zdaj dobesedno razpadle. Od lanskega praznovanja krajevne skupnosti smo v lanskem letu v začetku decembra izvedli okrasitev pri kulturnem domu skupaj s člani likovne sekcije in pa krajani Črešnjevca. V letošnjem letu
je bil izveden koncert Materinske dnevo in dnevo žena, ki ga je izvedel Mešani pevski zbor. Izpeljana je bila akcija pobiranja smeti, kjer so bile vključene vse naše vasi. In pa seveda tradicionalno postavljanje prvomajskih dreves. Obnovljena je bila tudi spletna stran, ki je nagrajena s filmčki in razlago naših krajevnih znamenitosti. Komisija je na predlog vaškega odbora nagradila kmetijo Bizjak, ki ima že od leta 1991 velik nasad leske. Lešnike pridelujejo brez uporabe herbicidov in druge kemije. Spomnili so se tudi lovskega društva, ki letos praznuje že 70 let delovanja. Preteklo nedeljo so na parkirišču pred Impolom izvedli tradicionalni sejem starodobnikov, delov in opreme, ki so ga obiskali številni radovedneži, pa tudi kupci. Sejem je tako kot vsa leta doslej organiziral Avtomotoklub Klasik Slovenska Bistrica. Spoštovane gledalke in gledalci, torej smo v Bistriškem športnem parku, kjer smo v okviru Bistriškega športnega vikenda videli dobrodelno nogometno tekmo med gospodarstvom in negospodarstvom. Športna zveza Slovenska Bistrica je z odmevno nogometno dobrodelno tekmo začela svoj 10. športni vikend, ki je tokrat potekal med 20. in 22. septembrom. Pred nogometno tekmo med gospodarstvom in negospodarstvom so organizatorji na dražbo postavili dres španske nogometne reprezentance, ki ga je podaril mednarodni sodnik Slavko Vinčič, ki je na letošnjem Evropskem prvenstvu v nogometu v Nemčiji sodil prav polfinalni obračun med Španijo in Francijo. Dres je kupila družba Hotel Jakec Treh kraljev. Kimono s podpisom je prispeval tekvandoist, dvakratni olimpijec Ivan Trajkovič. Za kimono je največ ponudila družba Gradbeništvo Krt. 2-kilogramski disk podpisom pa je doniral evropski in svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh. Disk bo sedaj v lasti družbe Športno opremo Terinda iz Slovenske Bistrice. Zbrana sredstva vseh omenjenih dražiteljev, vključno z donacijo vseh akterjev nogometne tekme, bodo namenili družini s socialno šibkostjo pri razvoju športa mladih. Zato je gesta slovenskega državnega rekorderja v metu diska z 71 metri in 86 centimetri Kristjana Čeha še toliko več vredna. Ja, seveda po moje je zelo dobra gesta in seveda tudi denar, kot smo slišali, zbrani gre v dobrodelna sredstva otrokom, ki pač si ne more tega privoščiti, tako za športom ukvarjati, tako da po moje, da je gre za zelo dober namen in seveda kolikokrat lahko, tolikokrat probam. Danes je pač v Slovenski Bistrici šel moj disk, tako da z veseljem stavim nekaj poklon svojega, kaj tudi redno uporabljam. Izkoristili bi tudi tole priložnost, kako ste zadovoljni z letošnjo sezono, če vzamemo ali pa tudi nekako potrdimo tisto 4. mesto na olimpijadi? Sezona je bila solidna, spet sem rekel čez 70, še ena sezona me zdi, da 4. zapored, potem postal sem evropski prvak. Seveda olimpijske niso šle po željah, ampak vseeno je bil dober rezultat, 68,5 ni slabo, ampak ja, 4. mesto, malo je grenka pri okusa, malo se bi računal, ampak vsekakor spet ni slabo 4. mesto na olimpijskih igrah, ampak čez 4 leta bomo probali seveda po boljšo uvrstitev, potem pa so, tako se rekel, pač sezona bila solidna. Svoj tekmovalni dosežek sezone pa je tokrat lovilo 32 žogobrcarjev, ki so prišli na omenjeno dobrodelno tekmo. Igralci gospodarstva v beli športni opremi so nastopili v razgibani igralski zasedbi. Akterjev je bilo 16, prišli pa so iz različnih gospodarskih družb. Tudi v ekipi javnega sektorja je igralo kar nekaj novih imen. Oprema v rdeči barvi pa jim tokrat ni prinesla sreče. Kajti po 60 minutah igre so morali čestitati za zmago nasprotni ekipi. Gospodarstvo je z golom Simona Volčanka slavilo odmevno zmago že 2. leto zapored. Srečanje, ki ga je v odlični formi sodil Ivan Simonič, so igralci gospodarstva odločili v 17. minuti. Zraven gola pa so številni gledalci, županom na čelo, ki je izvedel tudi začetni udarec, videli tudi številne priložnosti. V prvem delu smo ujeli poizkus Jureta Klinca, Danilović je bil tokrat zmagovalec. Tomaž Gracej je za gospodarstvo poizkušal povišati v 40 minuti. Gospodarstveniki pa bi lahko zadeli tudi v 44 minuti. V ekipi javnega sektorja pa so priložnosti zamudili. Zmago Tkavc v 35 minuti,
Aljaž Horvat v 42. minuti in v 48. minuti Jožef Obrovnik. Po končani tekmi smo kapetana obeh ekip povabili pred našo kamero in mikrofon. Najprej smo pogledali v tabor poražencev, če se tako lahko reče, za poraz v tem dobrodelnem obračunu. Druženje je že tradicionalno in res sem zelo vesel, da nadaljujemo s to tradicijo vsakoletno in res je lepo srečati vse prijatelje, da se malo naigramo in plus tega potem po tekmi še malo, kako rečemo, in to je bistvo tega dogodka. Kar se samega rezultata tiče, letos ponovno je bilo gospodarstvo boljše, tako da iskrene čestitke. Jaz smo naredili, lahko rečem, napredek z lanskega leta, ko smo izgubili 4-1, tako da napredujemo in naslednjem letu bomo poskušali se še bolj pripraviti, tako da bomo napovedujem en konkreten boj v naslednjem letu. Mi pa sedaj gremo torej v tabor zmagovalce, to je gospodarstvenikom, in poglejmo, kaj so oni povedali po tej sladki zmagi. Torej, Anže, danes ste zmagali 1-0, kar takole bom rekel, kar zelo dobra tekma, dobro srečanje, dobro druženje, torej na športnem poligonu, zmaga pa je tudi sladka. Pa ja, zmaga mislim, da je šla tam, ko izpada. Mislim, da je gospodarstvo vedno bilo v ospredju, tako da brez gospodarstva težko funkcionira družba. Drugače pa tekma, prava prijateljska tekma, lepo vzdušje. Vidi se, da je veliko bivših igralcev, da je še bilo celo malo podobno nogometu, uživali na igrišču, to je to. Spremljaš tale bistrički šport, bil si vedno vključen tudi v tale šport, kako se ti zdi tale bistrički športni vikend in tale tekma vaša danes, ki ima tudi humanitarno noto? Ja, vsekakor je primarni namen športa, da združuje ljudi, da je neka nit v družbi, ko nas povezuje, ko nas dela boljše ljudi. Tako da to je vse pomembno za razvoj, za vse, da se družimo, da si pomagamo, da lahko če kdo na bil kakršnikoli način pomaga v družbi. Hvala Bogu, da to lahko naredimo tu, da omogočimo nekaterim nekaj stvari, ko jim drugače niso omogočene. Čestitke za zmago in čestitke torej za to humanitarnost, ki ste danes prispevali, tudi vsi tisti akterji, ki ste bili na igrišču tukaj. Drage gledalke in gledalci, torej slišali ste oba vodji ekip. Rezultat je bil 1-0 za gospodarstvenike, vendar to bomo pozabili, dolgo pa bo ostalo v spominu tem fantom in nam vsem skupaj tole današnje druženje in priklon temu namenu. Športni vikend v Slovenski Bistrici je dosegel svoj namen. Skozi 3-dnevno druženje rekreativcev v različnih športnih panogah je nastopilo več kot 400 nastopajočih. Vsi, ki so bili kakorkoli aktivni v tem času, so veliko naredili zase, predvsem pa pokazali, da so takšni dogodki najbolj priljubljeni zaradi druženja. Seveda pa je tekmovalni naboj tudi prisoten in prav je tako. V soboto so svoj vrhunec športnega vikenda oblikovali ljubitelji kolektivnih športov. Sicer z res bolj skromno zasedbo ekip, vendar so turnirji bili na visoki kakovostni ravni. V odbojki na mivki so tekmovale ekipe, ki so jih sestavljali igralke in igralci v sestavi 3 članov v igralni zasedbi. Bilo je zanimivo in dokaj tekmovalno. Fajn je, da smo se malo zbrali športniki, da igramo malo odbojko, da se podružimo, pa da vsak pokaže, kaj zna. V konkurenci košarkarjev v igri trojke nastopilo 5 ekip, ki so odigrale kar lep turnir. Borbenosti vsekakor ni manjkalo, pa tudi lepih potez za fotografe ni bilo premalo. Analize dosežkov posameznih ekip pa so trajale dolgo noč sobotnega večera. Najbolj pomembno pa je bilo biti zraven. Ja, zdi se mi super organizirano, glede na to, da ni dosti krat organiziran ta turnir v Slovenski Bistrici, sploh ker gre za neko košarkarsko mesto. Tako da je res super zadeva, sploh zdaj, da še vjavimo to zadnje lepo vreme. Tudi v futsalu najmlajših žogobrcarjev ni bilo dolg čas. Med fantovsko družbo pa se je tokrat odlično znašla tudi edina punca. Počutila sem se odlično, bilo je v redu, sonce, vreme nam je ustrezalo, jaz sem tega vajena, rada igram nogomet. Jaz se s tem ukvarjam bolj kot rekreacija, motivira me pa to, da dokažem, da so ženske lahko tudi boljše od fantov.
V plemeniti veščini boksu je bilo kar pestro. Med štiri kote boksarskega ringa je stopilo veliko boksarjev, ki so v sproščenem vzdušju kljub močnim udarcem predvsem uživali. Hkrati pa dvoboje izkoristili za svoja naslednja tekmovanja. Bilo je zelo v redu, odlično smo boksali. Mislim, fajn je malo posparirati, ko pride iz drugih klubov, da se pripravi za tekme. Bilo je odlično, vsi smo se borili, bilo je perfektno. Ekshibicijske dvoboje je z budnim očesom spremljal trener bistriškega kluba Matica Mastur, ki je tudi aktivnosti v boksu izpeljal skupaj s sodelavci. Ja, danes smo se zbrali tukaj, da smo predstavili naš šport. Povabili smo klube iz Celja pa z Ptuja. Tudi z Maribora sta prišla dva, tako da smo se malo odsparirali pred tekmami, ki nas čakajo. Boks je že neka stalnica v Bistrici, zmeraj več mladih se ukvarja s to plemenito veščino. Tudi tatami v bistriški športni telovadnici ni bil prazen. Najmlajši so v lepem tekmovanju pričarali lepote športa v kimonih juda. V tenisu pa se je udeležba v igri posamezno kar potrojila. V ženski in moški konkurenci je igralo 30 ljubiteljev teniške igre. Dvoboji so se igrali na en set. V konkurenci žensk sta najdlje prišle domači igralki Rebeka Mohorko in Špela Korent Urek. Prav slednja je morala v finalu preznati premoč Rebeki Mohorko. Kljub porazu v finalu pa je Urekova takole razmišljala pred začetkom turnirja. Mislim, da je zelo dobro, da se čim več organizira. Podpiram, da se čim več športa igra, zato ker to nas ohranja pri zdravem, dolgem življenju. Vesela sem, da sem se lahko prijavila, pa da sem lahko prišla na tekmovanje. Kako bom odigrala, bomo videli. Upam pa najboljše, vedno če pričakujem zmago. V moški konkurenci je udeležba zagotavljala kvalitetne dvoboje, loparje sta vse do finala najbolje izkoristila Kristjan Iljevec, ki je 6-1 v finalu odpravil Luko Repoluska in tako prejel pokal za zmagovalca iz rok predsednika Športne zveze Bojana Fajsa. Ta je skupaj z ostalimi sodelavci odlično izpeljal trodnevni športni utrip Slovenske Bistrice. Ja, trenutno je športni vikend zelo uspel. Mislim, da smo prikazali vse tiste možnosti, ki se v naši občini lahko dogajajo, od nogometa, juda, boksa, atletike, futsala in pa seveda odbojke na mivki in pa košarke 3x3. Tako da je bila udeležba dobra, solidna in jaz verjamem, da bo tako uspešno tudi naprej. Glavnem gre se za to, da se propagira šport, da se tudi vključujejo otroci ali pa starejši, ki ne tekmujejo v raznih zadevah, ampak da v bistvu na nek način sproščajo tudi svoj življenjski ego, če bi temu tako rekel. Glede na to, kar smo zdaj videli, se da še marsikaj spremeniti, še izboljšati. Jaz verjamem, da bo ta naš organizacijski odbor solidno opravil delo in da bo tudi prihodnje leto nekaj novega. Kegljači Impola so na najboljši način začeli svoj krstni nastop v konkurenci ekip, ki igrajo v prvi B kegljaški ligi. Žreb prvenstvenih obračunov jim je za prvega tekmeca na domačem kegljišču določil ekipo Rudarja iz Velenja. V izenačenem dvoboju skozi celoten potek srečanja so na koncu po pravi drami tekmo in prvenstvene točke v svoj prid obrnili domači tekmovalci Impola. Veselili so se prve uvodne zmage 6-2, v podrtih keglih pa je bilo 3280 proti 3277. Fenomenalno je, da smo začeli to novo ligo z zmago, je odlično in za počutje ekipe in za vsakega posameznika je to super. Tako ob poškodbi je bilo zelo napeto, takrat smo vodili še samo za nekaj lesov, na koncu se nam je išlo in smo zmagali za te lese. O domači zasedbi so zmage dosegli. Primož Topolšek je podrl 579 kegljev, Tilen Topolšek 575, Marko Topolšek je na svoj konto dodal 560 kegljev in Silvo Kunčič 530. Pri nasprotnikih, ki so tesno izgubili, pa sta stezo z dvignjeno glavo zapustila Aleš Belina s 563 keglji in Darko Levsti, ki je podrl 554 kegljev. Seveda pa je poraz vedno boleč. Bilo je zelo napeto, saj ta šport je tak, do zadnjega kegla, do zadnjega lučaja se igra, takrat pred zadnjem lučaju je zaključen, nič prej. Borili smo se po najboljših močeh, ampak Impol zgleda je bil premočen.
Impoljčani pa bodo uvodno zmago poizkušali nadgraditi že naslednji vikend in to na vročem gostovanju pri ekipi Ceršaka. Z ligaškim delom nove tekmovalne sezone so začele tudi kegljačice Impola. O konkurenci 10 ekip v prvi A kegljaški ligi so v vodnem krogu na domačem keglišču gostile šesterko Proteusa iz Postojne. Postojnčanke so v igro vstopile kot favoritinje glede na lanski ligaški uspeh. Po končanem dvoboju pa so to tudi potrdile in to zmago 6-2, v podrtih kegli pa so bile boljše za 71 kegljev in to z rezultatom v podrtih keglih 3267 proti 3196. Vse smo ful zadovoljne, smo v bistvu upale in tudi pričakovali, da bomo zmagali, ker smo šli na zmago. Naredila sem 572, sem bila najboljša v ekipi, ampak lahko bi bilo boljše. Začela sem boljše, kot pa potem končala. Posamezni zmagi sta za domačo zasedbo prispevali Petra Pečovnik in Špela Kunčič, ki sta podrle po 574 kegljev. Za mojo zmago sem seveda vesela, za poraz ekipe pa ne toliko. Bila je prva tekma, tako da imamo še čas, da se izboljšamo. Ne vem, niso tudi one ne blestele, se mi zdi, da se je pač res videlo, da je prva tekma, ko prve so ponavadi malo bolj tako da malo več treningov pa bo to. Špela in Petra sta kljub porazu lahko zadovoljne s svojo izvedbo, vendar pa bo morala preostala četverica igralk v naslednjem krogu bolje opraviti svoje delo. To pa bo v prvi vrsti tudi naloga trenerja Silva Kunčiča. Vsak poraz prinese neke mogoče tudi pozitivne rezultate. Vemo, kje moramo delati, vemo, kaj moramo narediti za to, da bo naslednja tekma v Pivki, ko imamo naslednjo soboto, da bo dosti bolje izgledalo kot danes tukaj. Na drugi tekmi državnega prvenstva v hitrostnem plezanju v Slovenski Bistrici je nastopilo 70 hitrostnih plezalcev, ki so se merili v 5 starostnih kategorijah. V tej konkurenci je uspešno nastopilo tudi 10 tekmovalcev iz alpinističnega kluba Impol, ki je bil tudi organizator tega tekmovanja. Vrhunec tekmovanja je bil pričakovano tekmovanje v članski kategoriji, tako v moški kot v ženski konkurenci. Lepo pa je biti tudi organizator, ko domača tekmovalka stopi na najvišjo stopničko. 24-letna članica domačega kluba Urška Repušič je opravila s tekmicami in najhitrejši poizkus izvedla v nekaj več kot 10 sekundah. Izjemno, ker je to domača tekma, je pritisk vedno večji, ampak sem imela tako dobro podporo, da v bistvu ni bilo nič druga opcija kot prvo mesto in to sem tudi dosegla. Nekdanja evropska prvakinja v balvanih pa je toliko bolj vesela uspeha, ker ga je dosegla na domači tekmi. Takšne zmage so vedno najlepše. To mi pomeni izjemno veliko, ker v bistvu v prejšnjih letih se nisem aktualno ukvarjala z hitrostjo, ampak sem dobesedno kljub ne toliko treningom sem uspela pokazati konstantne rezultate in konstantne performance in to mi zelo dosti pomeni. Tako da izjemno sem zadovoljna in to je sam češnja na vrhu tortice. To drugo zmago pa si je skoraj že zagotovila naslov državne prvakinje, kajti do konca preostane še samo ena tekma. Definitivno bom še dala poudarek hitrosti, ampak zdaj se bom vrnila na mojo primarno disciplino balvani in se na polno pripravila za naslednjo sezono, da začnem spet na mednarodnih tekmah, na svetovnih prvenstvih, pokalih, pobirati medalje, teda to je moj cilj. Velike zmage se je v moški konkurenci veselil član športno-plezalnega odseka iz Celja Anej Koštomaj. Njegov najhitrejši poskus pa se je ustavil pri času 7 sekund in 9 stotink. Danes sem šel vse rane, bolj taktično in sem za vsega sem šel tako hiter, ko sem ga mogel iti, da sem na koncu prišel do prvega mesta. Hitrost, že od malega mi je zanimiva, s tem, da nisem do zdaj tu plezal, jo plezam bolj redno od začetka tega leta, tako da bomo šli tako naprej, bomo videli, do kam bomo prišli. V Slovenski Bistrici v športnem vikendu se je veliko dogajalo. Zadnji dan, 22. septembra, pa smo vsi z nestrpnostjo pričakovali skok na 3 kralje, torej kolesarji so bili v ospredju. Dan pred koledarsko jesenjo je športno-kulturno društvo Trije kralji izpeljalo prvi kolesarski skok na že omenjene 3 kralje. Na štartu v Slovenski Bistrici se je pojavilo okoli 150 kolesarjev in kolesark, ki so se podali na 14 km dolg kolesarski izziv.
Pred samim štartom je vladalo kar veliko dobre volje, optimizma in tekmovalnega naboja, ki se za takšne rekreativne dogodke tudi spodobi. Udeleženci kolesarskega skoka so se na pot podali izpred Impola, kjer so se nato z letečim štartom pri pizzeriji Gams tudi uradno začeli vrteti pedale. Družbo kolesarjem do cilja so delali tudi rekreativci, ki so imeli pomoč elektrike. Ta jih je tudi pripeljala do željenega cilja. Poslastica kolesarske nedelje je v progo privabila tudi številne ljubitelje kolesarskega skoka ali vzpona. Po prejšnjih 14 izvedbah vzpona športnega društva Tinje v organizaciji Koštrunov je tako proga na Tri kralje dobila zelo uspešno nasledstvo, ki je že s prvo izvedbo potrdilo, da ta pohorski bistriški konec to tudi potrebuje. V prvi vrsti pa je to zasluga neutrudnega organizatorja Aleša Juharta, ki je skupaj s sodelavci in sponzorji uspešno organiziral to prvo izvedbo kolesarskega skoka na Tri kralje. Ja, moram reči, da sem izjemno vesel, sploh ko nam je uspelo trofiti z terminom in kolesarski skok organizirati v takšnem vremenu, kot je danes. Seveda ni to samo moja zasluga, veliko zaslug gre tudi Tadejo in Boštjano iz Zavoda za šport, kajti ona dva sta me nekako nagovorila, da bi po mnogih letih znova organizirali ta skok in moram reči, da v pretekli sezoni se nam to ni šlo. Letos pa smo nekako zagrizli in zelo smo veseli, da je kolesarski skok zopet na Treh kraljih in verjamemo, da bo od zdaj naprej vsako leto. V zgodovino prve izvedbe pa se je kot prvi zmagovalec vpisal reprezentant Slovenije v konkurenci mlajših mladincev v cestnem kolesarjenju 15-letni Maj Bohak. Ta je s progo opravil v 38 minutah in 30 sekundah ter tako v absolutni konkurenci postavil najboljši rezultat. Tako je tudi povsem zasluženo prejel prehodni pokal kot prvi zmagovalec in si tudi nadel modro majico zmagovalca tega kolesarskega skoka. Ja, sem zadovoljen. Čas je tudi boljši, kot sem pričakoval. Nisem smel iti čisto na polno tako od začetka, da še nekaj moči prihranim za na konec. Potem pa pač je odločal nekakšen ciljni šprint 500 metrov cilja, kdo je močnejši. Zmagovalca člana Perutnine Ptuj pa po uspešni sezoni čakajo prihodnjem letu tudi reprezentančni izzivi. Prihodno sezono upam, da bom uspešen na evropski ravni. Gremo verjetno na 2 dirki na evropski ravni, ena je na Češkem, ena pa v Avstriji, etapni dirke in upam, da bom tam uspešen. Za modro majico, ki jo bo nosil zmagovalec do druge izvedbe, pa sta na zmagovalni oder stopila še drugovrščeni Marko Plank s časom 38:42, na najnižjo stopničko zmagovalnega odra pa se je povzpel domačin Matej Kangler, njegov čas pa 38:49. Poglejmo, kaj sta povedala. Sem zadovoljen, vesel. Všeč mi je tudi, da se je Vzpon vrnil na koledar tekmovalni. Smo zmeri radi hodili sem na Tri kralje. Navijači v progi so bili super, navijali so, spodbujali, dan je bil ful lep. Vzpon je tudi fajn, ko ni prestrm, je fajn, pa po senci malo, tako da fajn je bilo. Kakšna je bila taktika za današnji tvoj Vzpon? Ja, taktika je bila skozi iti na polno, oziroma kar močen tempo. Ampak po 5 kilometrih sem videl, da ne bo šlo, sem mogel moč spustiti. Potem so začeli konkurenti napadati, začelo se lovljenje, ampak na koncu je malo zmanjkalo za prvo mesto, ampak 20 stopničke in pa tudi svoj najboljši čas. Na 6. mestu absolutno pa je bil Matija Meden. Pa z rezultatom sem zadovoljen, drugače je bilo pa kar naporno. Ja. Klanc je kar težek, sploh na začetku, dobro, tu na koncu se malo poravna, ampak drugače lepa proga, lepa organizacija, težko pa tako vedno, to koliko si narediš, težko. V konkurenci predstavnic nežnejšega spola je v absolutni konkurenci in svoji kategoriji s časom 49 minut in 9 sekund ciljno črto prva prevozila Živa Bohak in tako postala velika zmagovalka. Ja, dirka je bila naporna, najhujši del mi je bil od začetka pa pol do tak prvi del, na konci se pol tako malo bolj zravnato proti planini, tako da je bilo v redu. Proga mi pa pač ful ustreza, ker tam kar ima bolj strmo, pa tukaj se ima bolj zravna proti koncu. Trdo so za zmage v posameznih starostnih kategorijah garali tudi drugi udeleženci tega dogodka.
V 5 starostnih kategorijah so pri moških zmagali in prejeli zaslužene pokale in nagrade organizatorjev. V kategoriji do 15 let je zmagal Gal Hrastnik. Od 15 do 20 let je bil najhitrejši absolutni zmagovalec Maj Bohak. Od 21 do 40 let je na prvo stopničko stopil Marko Plank. V kategoriji od 41 do 50 let se je zmage veselil Matjaž Leva. V kategoriji nad 50 let pa je pokal odnesel Miran Dovnik. Pri ženskah pa je v kategoriji do 40 let bila najhitrejša v ženski konkurenci Živa Bohak. V starosti nad 40 let pa je zmagala Andreja Žerjav. Da pa v življenju ne štejejo samo zmage, sta potrdila tudi tista dva zadnja, kolesarka in kolesar, ki sta prečkala ciljno črto. Potrdila sta tudi pravilo, da je na takšnih dogodkih potrebno biti zraven. Lahko rečem, da je bilo res čudovita izkušnja, lepo vreme, organizacija vrhunska. Sva zelo zadovoljna, da sva sploh prišla do cilja. To je bil najin cilj in to sva zmagovalca. Tako. Kar naporno, pa upam, da bom drugo leto boljši. Organizatorji po uspešni prvi izvedbi skoka z optimizmom zrejo v prihodnje leto. Verjamem, da bomo v prihodnjem letu uspeli z promocijo, z tem, kako smo danes organizirali ta skok, privabiti še večje število ljudi. Seveda pa drugo leto bi se nam naj znova pridružili tudi policisti z njihovim državnim prvenstvom, tako da računam, da v prihodnjem letu pa nas bi zagotovo moralo biti preko 200. Snemalna ekipa Studia Bistrica pa vam ponuja še nekaj kolesarskih užitkov z različnih delov proge in skritih kotičkov lepega kolesarskega merjenja moči. Glejte in uživajte!